Ja, če računam samostojno v slovenščini, je že skoraj 20 let, kar so išli moji Pompeji, ne. Nekje sem prebrala, mislim, da je rekel Mallarmé, ne, da resni in najboljši pesniki izdajajo svoje knjige na 7 do 10 let, ne. Jaz sem skoraj ta čas še podvojila, ne, in izdajam na 15, 20, ne. Tako da se pravim, taka resna knjiga v slovenščini bo išla skoraj po 20 letih, ne. To je tudi Ciril Zlobec napisal v spremni besedi, da morda tistega, ki takoj vidi Mala sanjavka, misli, da je to kakšna otroška knjiga, otroška poezija, ne, vendar temu seveda ni tako. Mislim, da je to knjiga pač ene zrele ženske poezije, ne, ženske z izkušnjami in pesniškimi in življenjskimi in raznoraznimi. Tako da Mala sanjavka zavede, ne, vendar je to pač naslov vzeti iz ene mojih pesmi, ki so v knjigi, in moj odnos z očetom, ki je bil zelo ljubeč, in tako da nekako je ta knjiga, vsaj v mislih, če ni tudi napisano, je bolj njemu posvečena, ne. Imela sem pač več naslovov delovnega, recimo rez, ne, tako v življenju narediš enkrat en rez ali pa rezi se ti dogajajo in vrezi in tako naprej. Vendar potem tudi malo smo se pogovarjali, kaj in kako, in mi je bil potem ta naslov všeč. Sem rekla, morda je pa malo tako provokativen, malce skrivnosten, tako da bo vsak rekel, ja, Mala sanjavka, saj to je pa že ena odrasla ženska, o čem pa piše, a je to ona ali je to kdo drug ali kaj je zdaj to, ne. Notri so pač pesmi recimo o domačiji, moji Belokranjski, potem tudi moram reči, vse pesmi imajo ta pridih Bele krajine, moje deželice, notranje, in tudi rojena sem bila tam, in to so moje notranje pokrajine, ki mi narekujejo pesmi, iz nje črpam. Tako da veliko je tudi te motivike vpletene, tudi v erotične pesmi, ne. Belokranjske, mehke pokrajine, gričevnate, Kolpe, breze in tako naprej. Tudi sama se čutim kot ena breza. No, potem so erotične pesmi, potem so malo grenke pesmi, pač na ta način, ne. Knjiga je avtobiografska, popolnoma avtobiografska, seveda. Jaz ne znam drugače pisati kot iz sebe, iz svojih izkušenj, doživetij, iz svojih optik gledanja na stvari, na ljudi, na pokrajine in tako naprej. Pravijo, brez inspiracije ni poezije, ne. Jaz ne morem, eni pravijo, da se kar usedejo za stroj in kar pišejo, ne. Recimo so pri meni na salonih velikokrat povedali pesniki, da jim ni problem, da lahko kar pišejo, ampak jaz pravim, da to ni tisto pravo, da mora priti do inspiracije. In tudi so se mi zgodile kakšne pesmi, recimo v polsnu, tako kot je zadnjič Miha Mazzini tu povedal, da si v stanju, hipnagogičnem stanju, in potem niti ne spiš, nisi niti v čuječem stanju, ampak ena druga paralela, kaj jaz vem, ne. In v tistem stanju sem že tudi napisala par pesmi in zanimivo, da teh ni bilo treba brusiti in ne vem kaj še vse delati z njimi, da so ostale takšne, kakršne so se v tem stanju posebne zavesti porodile. Innocencija 2. Bel stol praste pred mano, s 100 odprtimi okni, srebrne šipe žvenketajo v akustičnem prostoru. Prsti se dotikajo bleščečih sten in mrak se gosti. Po njem stopam kot po gladini vode. Ni čudež, resnica je, samo še vrata odprem. Nisem Medeja, da bi puščala krvavo sled. Vse je belo, belo, brez krivde, a s kaznijo. Magnezijeva luč modrikasto gori nad vodo. Zora se spreminja v ogenj. Podstavek iz belega kamna ostaja za mano. Topel je, kot poletna kolpa, v vsakem plitkem snu tega krhljivega časa.